Dušan Mravlje. V svoji 30-letni tekaški karieri je nastopil na preko 200 ultramaratonih in požel številne vrhunske dosežke, kar ga uvršča med največje tekaške legende ne samo Slovenije, ampak celega sveta. Je tudi eden skrajno redkih zemljanov, ki je tekmovalno pretekel kar 3 celine: ZDA, Evropo in Avstralijo. Da ta prispevek ne postane celovečerni film, v nadaljevanju sledi seznam le peščice lovorik, ki jih je Dušan prilaufal v času svoje izjemno bogate športne kariere. Ker mi dostkrat kdo reče, pa dej, vidva se poznata, povej mi, kaj Mravlje počne zdaj, ko je v penziji, a še vedno laufa in podobno, sem se odločil, da se kar zapeljem do njega in ga povprašam. Nič nisva komplicirala in z mikrofoni mu nisem težil, samo stisnil sem play na kameri in nastal je lep zabeležen spomin v družbi sproščene debate ter izjemnega človeka. Uživajte ob gledanju in če se še niste, se le prijavite na ta kanal. Hvala. Tle počem. V redu. Dušan, hvala lepa za krasen za tvoj pisk. Za krasen sprejem, tako kot vedno. Tako kot sem rekel ti že po telefonu zadnjič, mene ljudje sprašujejo, sploh ta tekaški krog ljudi, kje je Dušan? Kje je Dušan Mravlje? Kva zdaj počne, ker se več profesionalno ne ukvarja s tekom, z ultratekom, skratka s to, ti praviš, norijo, a ne? Sem rekel, ja nič, pa jaz enkrat najbolj, da se oglasim pri tebi, glede na to, da se poznava, pa da eno rečeva, a ne? Pa se skupaj pojavljava takole v objektiv in to je to. A veš, tako da čisto na hiter, daj mi najprej povej, kdaj si začel s to norijo, kva te je toliko pritegnilo pri teku, ne vem. Na kratko, ja. Drugače dolga zgodba. Drugače dolga zgodba, točno to. Čist slučajno, ne. Jaz, ko sem študiral na strojnem faksu, tudi metra nisem šel peš, razen do Lipe, do Štarije, ampak včasih smo še hodili v pivnico Zvezda, to je bilo vse, kar sem naredil. Pa smo pa, enkrat je bilo pa treba v vojsko jeti, in sem imel to srečo, da sem prišel v Bovcu vojsko in tam je bila pol varianta, če znal smučati, da so te dali prekomando na Pokljuko, kjer si pol začel trenirati smučarski tek, pa smučal za partizanski marš, ki je bil včasih v Dražgošah. No in jaz sem se kaj sforsiral in tam sem bil po 3 mesece, smo mogli laufati od začetka, smo kozlali pa vse, kaki laufati. Ampak po enem mestu pa smo pa že toliko not prišli, da je bilo prav fajn. No. In tisti partizanski marš je bil zmeraj prvo nedeljo v januarju in to je bilo 3 mesece tistega drila, tistega treninga in tisti trening je meni kar pod kožo prišel, pa sem pa še to srečo kot diplomirani inženir strojništva, sem na Pokljuku stal kot šef žičnice, pa sem pa tam do maja, preden sem šel tam smučal, pa malo laufal, pa malo hodil na krvavice v glavnem in mu sem se ne dopustil. In pa glej ga zlomka, kdaj pridem, pismo, sem jaz začel kar vsak teden 3-krat, 4-krat jet laufat, tako če nisem vedel, da kaj to z mene ratal. Koliko si bil star? Takrat sem bil star 25 let. Aha, ok. 25 let. Pa sem pa v službi imel enega zanesenjaka, ki je na vsak način pejt, gremo tek trojk laufat v Ljubljano, pejt še enega dogajava in so ga res dobili. In to je bil moj prvi tek. Tek trojk smo šli, en je na vrhu odstopil, en je malo naprej še prišel, tako da sem se jaz mogel prebiti tam in pravne fakultete, da sem me sploh spustil, da sem v cilj prišel. To je bila moja prva tekma. In tam pa dobim ene kranjske
tiste rovače, tekače, pri Figovcu že podkovane, z enim parom pirom, beseda je dala besedo in en reče ti Kalamajc, to je moje partizansko ime. Prav, kva če mi šli čez 3 tedne je bil 100-kilometrski tek. 100-kilometrski tek, jaz v življenju nisem niti maratono prelaufal, to nadštejem tale tek trojk, sem rekel, pa gremo. In ko sem jaz dan prišel, sem pozabil, ker če se 14 dni pa pokliče ti, drug teden gremo, kam? V Bil. Ok, če sem rekel, sem rekel. Pojma nisem vedel, kva me čaka. In sem rešil v Bil laufati in to je bila moja prva uradna tekma solo na 100 km, brez da kdaj, mali maraton prelaufal. In sem prišel v cilj čistovčen, da se razumemo, v 9 urah pa 40 minutah. Sem drug dan vstal, nisem vedel sicer, kako sem vstal, ritensko smo šli, se spomnim, po štengah dol, v vlaku smo zaspali, v Veneciji smo se zbudili v enem vagonu, ki je bil odklopljen, ko smo bili vsi trije, še poleg kavke tega, ki me je izpravil, še en šel z nama polde, v glavnem, tako da smo dan prišli vsi, fuč po domače povedali. In jaz sem rekel, benga koraka več ne naredim lauferzga. A jebi ga. Čez 14 dni sem že spet laufal in pa se je pa začel. Pa sem pa začel hoditi na tele tekme in v 2 letih sem postal najboljši jugoslovanski ultraš. Najprej sem zmagal Zagreb Čazmo, pa sem zmagal Radence, pa sem zmagal 100 v Varaždinu, pa polhen dirko v Avstriji pa v Italiji. In iz tega je ratalo to, kar je ratalo. Se pravi, kje ti dosežki športni, tekaški so ti najbolj ostali? Jih imaš v najlepšem spominu? Če povzel medijsko, najbolj izpostavljen, pa daleč najbolj tek na svetu je bil tek Sydney-Melbourne v Avstraliji. Od Sydneyja do Melbourne? Ja, 1000 km no limits, kdo prej pride. To je bilo leta 86, to je bilo v tistih cajtih, pri nas smo imeli prvi pa drugi program televizije, tam je bilo pa 10 dni, 3 televizijske družbe so skozi snemale, skozi so bile s kombijem zraven in jaz sem takrat zmagal, sploh se nisem zavedel, kaj to pomeni. Ampak tam si pol zvezda. To je bil res. Dočim najbolj medijsko izpostavljena dirka, pri nam je bila pa sigurno tek čez Ameriko, ko sem ga zmagal leta 95 in takrat imam še zmeraj rekord tiste proge, ki so jo pa nekaj spremenili, zdaj pa sploh ne vem, če še je. Drugače je bilo pa tega še takih dirk. Sej, koliko časa si bil aktiven, profesionalen pri tem? Od katerega leta do katerega leta? Jaz sem bil 35 let. Lahko rečem, da je bil začetek 80-ih let. Mislim, da prva zmaga je bila Čazma oziroma Bovc. Mislim, leta 81, ja. Maraton v Bovcu, pa je prišla Čazma, pa je prišel Varaždin, vmes so bile pa polhen dirk po Italiji, pa po Avstriji, pa so pa prišle slavne Šparte, 83, 84, 85, trikrat druh, in pa se je pa začel še Sardinija, Kalari Sasari in tako dalje, tega je bilo to, kde moraš v mojo knjigo pogledati. Ja, se to itak bomo še omenili, ali pa če kar zdaj na licu mesta, v glavnem imaš tudi knjigo. Vse tole, kar zdaj kar govorim, je not upisan. Če kdo rabi dodatne informacije, je tako najboljš. Knjigo ne prebere, pa če še kaj nam ne prepriča. Pa če rabi še kakšno anekdoto več slišati, čeprav lahko tudi kle omeniš. Anekdota, resnična anekdota, ki vsi pravijo, da je bila daleč najboljša. Ko sem jaz prišel iz leto 86, ja, mislim, da je bilo to najbolj plodno leto. Najprej sem zmagal maraton v Radencih, pa sem pa šel 14 dni potisnil na Sydney-Melbourne, sem zmagal in pa sem pa povabil, če grem teč Sardinijo, Kalari Sasari, iz juga na sever, 256 km. In tam je bila, to je bila 4. izvedba tega teka in nekako so računali, da zmagovalec preteče to dirko tam na 27-28 urah. Zato je bil štart ob 7 zjutraj, tako da tisti
ker ljudje od Maše pridejo na stadionu, počakajo in tako dalje. In takrat sem jaz šel, vedel sem, da zmagal. Sam kako pa zmagal, pa ne. In potem se je pa zgodilo, da sem jaz prišel v predmestje Sasarija že ob 5. zjutraj. 5. zjutraj so pa računali, da bo zmagovalec prišel cilj tam ob 11. Ja, In potem je pa nastala panika. Organizatorji so spali, kako zdaj, in potem so pa šli pogledati, stadion še zaprt ob 6. zjutraj, zaklenjen. Pa kako zdaj policija z marico šla hišnika iskati, da je odprl stadion, da sem jaz pritekel na stadion, žive duše ni bilo. Jaz sem prišel na stadion s časom 23 ur pa 40 minut, 256 km in sem rekord proge popravil za 4 ure. In pa mene hišnik pela v svojo kočuro, ki je mu tam en kavč, pa so 2 grape popila, pa sem pa je zaspal. In pa pride televizija, mažoretke, župan, pridejo tisti televizijci, kdaj pa te prvi pridejo, v cilj so rekli, 3 ure že spili. In pa je pa ta moj kolega Kavka, o katerem sem govoril, da me je pravzaprav uvedel, da sem šel v bil, je ta tret prišel v cilj, mažoretke, vse, pleh, banda. Pa pride k meni in rekel, Kalamajnce, si videl? No, jih bolj počasen bil, pa ti tudi tole videl. To je bila tista in pa vem, vsi cajtingi v Italiji imam tisti fantastičen dušen, noben ni verjel, da se lahko to prvo v takem cajtu preteče. Drugače pa anekdot tak. Ja, čudno. Kaj te je pa pol, oziroma kdaj si začel razmišljati, da je pa zdaj te, spet bom rekel, norije, dosti, da se boš, ne vem, umaknil, pa to, na kakšen način se boš umaknil, kako do tega prišlo? Zmeraj sem rekel, da bom šel v penzijo, tako pa tako, ko bom šel v tisto delovno penzijo, bom tudi šel v tekaško penzijo. In to se je zgodilo v bistvu z 58-59 letom. Jaz sem šel v penzijo, da sem pač uveljavljal vse, od študija, vojske, in takrat sem pa rekel, zdaj pa kako naj se poslovim, in me en reče, Dušan, knjigo napiši. Najprej sem mislil, da bi šel še 7. Šparto laufati, pa sem rekel, pa če sem imel 6-krat odlaufal, kva mi sem imel tega, da sem zdaj tam odzad nek klatu, prej sem jih pa pajsal. To ni moj način, da tam grem zaradi tega, da sem en statist. No in pa sem se pa lotil knjige in sem rekel, za 60-letnico bom nehal laufati, pa knjigo izdal. In to se je tudi zgodilo. A imaš s katerim od teh bivših konkurentov še stike? Avšvarjev. Najboljši tekač vseh cajtov, moj konkurent Kuros, Janez Kuros, dol poznavamo vse svetovne rekorde, zdaj se je sicer en Latvic najdel, ki je konkurenčen, ampak je bil letos, to se pravi 4 mesece nazaj, na 24-urnem teku v Kranju in mi legende smo se tam najdli, pa smo okrog samo obhodili, pa smo ga pa 2 dni srali. V glavnem, tako da je bil Kuros pri meni in tako da so se videla po pismu, ne vem, kdaj so se nazadnje srečala, mislim, da pred 21 letom na svetovno prvenstvo na 24 ur v Italiji. Saj tako sva se oba približno spomnila, drugače sva se pa srečavala na vseh dirkah. To je bil edini tekač, ko sem vedel, da ga ne morem premagati. Tvoj zdajšen pogled na ultraško dogajanje, to, kar se zdaj dogaja, pa kako se je ta zadeva razvila ali pa... Razvila se sam, što se v temu, da so vsi ti naši ultraši, nekaj danes je ultraši vsak, ki preteče več kot maratona, ne? Da se razumemo, ultraš ni tisto, ki preteče 100 km, to je super maraton, se nič več, ne? Ampak danes je vsak ultraš, ki 50 km prelava, tako da je ta beseda zlorabljena. Ne more biti jaz ultraš, ki po 5000 km odlaufam, pa po 1000 km v komalu, pa eden, ki je naredil 50 km. Ta scena je taka, da se vsi neki hvalijo z neki ultraši, ampak noben ima nekega cilja. Vsi neki pridejo, pa neki odlaufajo, pa se ukvarjajo z mojimi rezultati, namreč da bi imeli en cilj, kva hoče doseči. Jaz na srečo, takrat sem jaz začel, nisem imel nobenega. Jaz karkoli sem odlaufal, je bil rekord. In se nisem z nobenim ubadal. In sem tekel tisto, kar mi je, pa sem 100 km, pa sem se na 24 ur orientiral, pa na te etapne dirke in sem lepo končal v penziji.
Te naši tekači, pa ne vem, noben nima enega določenega cilja, pa tudi veliko težje je. Ja, jaz sem bil pač pionir, bil sem medijsko prepoznaven, nisem imel težav z dobivanjem sponzorjev, danes je pa zgodba čisto drugačna. Se pravi, vsa ta oprema, pa vsa ta znanstveni pristop, pa vse to, koliko to pomaga na koncu dneva pri teh zadevah. Tiste rezultate, ki sem jih jaz pred 40 letom odlaufal, recimo Šparto, nismo imeli ne ure, nisem vedel, kaj izotoničen napitek, sem jaz odlaufal Šparto 23:40 minut. Danes od Slovencev so se približali na 4 ure, po 35 letih, prvi vseh izotoničnih napitkih, kemiji, takih drugačnih. Športna oprema ne pomeni toliko, ampak tista vsa kemija. Takrat smo dali kopačke gor, vodo, tiste napitke, ki so bili, sploh nisem videl. Jaz sem za izotoničen napitek slišal, ne vem kdaj, leta mogoče 85. Pa malo se smo po svoje znajti, se pravi, ti si doskrat kaj prestrigel sprednji del čevlja. To smo bili pa inovatorji, smo na tistih dirkah, ki te začeli pod nohtih se kri nabirati, kvazi narediti tišalje, pa smo imeli olfa nož, pa smo začeli te copati rezati. Lih skuril sem, ki je bil tle, so se skovarjali, kdo je ta prvi začel, ampak pa smo ugotovili, da smo kar vsi. Najprej en malo odrezal, pa drug, pa smo pa večina, sploh smo bili v Kolak je bila zelo znana dirka, 6 Day Race, 6 dni, kdo več preteče. To je dirka na enem parku tam, na enem kmetavzarski vasi blizu Melbourna, in tam smo se vsak let dobivali res dobri tekači. Jaz sem tam 6krat laufal, pa 6krat sem bil drug. Na glavnem, ampak tam je bilo to. En za drugim smo začeli rezati in na koncu smo imeli že vsi odrezani. Kaj pa tvoja motivacija, ta glaven motiv ali pa citat, jaz doskrat rečem, ali si ga imel, tisto napotilo mentalno za take dosežke? To je bilo zmeraj, to sem jaz zmeraj rekel, če ne vidiš cilja, se ne podaj na pot. Še enkrat, če ne vidiš cilja, se ne podaj na pot. To pomeni, ko greš na dirko na štart, moraš biti v glavi prepričan, da boš to odtekel, da boš prišel do cilja, ni važno na kakšen način, ampak da boš prišel do cilja. Je pa bistveno to, da imaš v glavi, ko vam rekel, črn scenarij. Črn scenarij to ne pomeni to, da nam v cilj prišel, ampak da se lahko zgodi nekaj, kar se še nikoli ni zgodilo na tekem, ampak boš jih tako rekel, vse sem bil pripravljen na to in boš šel naprej. V primeru, da na to nisi pripravljen, boš že najdel izgovor, tole me boli, gre in boš odstopil. To je vsa umetnost. Drugače pa glava je, čim daljša je tekma, večji procent glave. Jaz mislim, da je fizika samo 20% na res dolgih tekmah. Ker v tistem trenutku, ko glava reče, nogam ne te več delala, je gotovo. Vrhunske tekače, fizično veliko bolj pripravljene na takih dirkah sem jaz srečal, pa so vsi psihično dol padli. In če nimaš glave, na takih dolgih zadevah nimaš kaj početi. Kaj Dušan Mravlje zdaj počne v penziji? Isto kot prej. Kaj to pomeni? Da mi opiš svoj običajen vsakdan. No, ne, zdaj je zima, ti povem, kakšen je moj vsakdan. Vstajam že ob 3 zjutraj, ob 4, a pa že pred 4 grem laufat za 15 do 20 km, pridem tam, grem direkt v savno za 1 uro pa pol. V savno? V savno, se usedem, popijem kavico, pa pivo po savni, obvezno. Pa če je lep dan, grem lepo še tele gor pred Dobrči, proti Bistriški planini za 2 ure, tako da naredim 6 ur praktično vsak dan, če je lep dan. Če je slab dan, pa nagrem, še peš, pa razmišljam, kaj dobrega skuhal, pa je pol ura 2. Vedno imam knjigo, vsaj 1 ali pa 2. Tako da... Kaj si zdaj, recimo, pred kratkim prebral? Zdaj sem jih prebral Vogrinca, vmes sem pa imel še 2 knjige od teh poljskih alpinistov, kaj so, tam jih imam na misli, v glavnem od Kučurke pa Telih. In to je to. Vzamem si 2 ure cajta, več nimam koncentracije,
Pa že večer. Treba že. Ja. Poletje me je drugače, poletje grem v savno, ampak grem pol kuj. Če lepo vreme malo okrog, pa imaš po kruhu bajte, kaj zadeva. V glavnem kilometrov naredim, ne toliko tekaških, ampak tistih tudi pohodnih kilometrov, toliko, ko sem jih prej treniral. Prej sem ogromno cajt izgubil z medijskimi obvezami, iskanje sponzorjev, odpiranje urad do urad, to je bilo najti. Lauf je bilo najlažje pol. Hvala, ker si danes naredil izjemo. Ja, zate ko bo. Res lepo je bilo pokramljati, ne bova predolga. Jaz bi se ti zahvalil, če imaš kakšno spodbudno besedo za te, ki se spravljajo k teku ali pa, ne vem, so začeli stagnirati pri teku ali pa, ne vem, imajo samo apetite potem, da bi začeli športati, pa mogoče laufati, imaš kakšno besedo? Jaz pravim, vsak zdrav človek, ki ima težav, mora imeti samo voljo. To je prva stvar. In tudi maraton ni noben bav. Maraton je ena zadeva, ki se vsi ustrašijo. Ampak tudi maraton, jaz sem rekel, enkrat na mlado punco sem dobil, da sem začel trenirati. V 6 mestih so prišla iz nule, da sem opelo na ljubljanski maraton in so obteklo 4 ure. Se pravi, se da, samo če vidiš cilj. Samo če vidiš cilj. Drugače pa, kdor pa ne more laufati, to sem pa tudi enkrat povedal, je pa dober seks 5 km laufa, ampak moraš iti pa na gostovanje. Ej, Dušan, najlepša ti hvala. To je bila misel tedna. Hvala ti lepa. Tudi tebe sprašujem. Se še vidimo, ne? Ajde, Ajde, čau.